Spoštovani starši, dijaki, cenjeni obiskovalci. Letos ponovno sodelujemo z dijaki gimnazije Brežice pod mentorstvom profesorice slovenskega jezika gospe Alenke Šet. Veseli smo tega sodelovanja, veseli pa nas tudi, da so sami dijaki izrazili željo po predstavitvi svojih projektov v dvorani Savice Zorko. Dijaki drugega C oddelka ste letos partnersko ljubezen nadgradili z ljubeznijo do jezika, naroda in domovine v romanu Visoška kronika. Pred vami pa so dijaki prvega A oddelka predstavili šolsko uro na temo večne ljubezni. Prisluhnemo in oglejmo si vašo predstavitev. Kaj lahko počnejo in česa ne smejo. Če se ljudje med seboj ne razumejo, ni potrebe, da bi skupaj preživljali čas. Vendar tisti, ki si želijo deliti dogodivščine, kakršne prinaša življenje, naj to storijo brez zadržkov. Nasprotja se pojavljajo vse povsod. Čeprav smo v izhodišču na našem planetu vsi enaki in vsi enakopravni, nas vse bolj povezujejo konflikti. Nasprotja se pač pojavljajo vse povsod. Med prijatelji, v šoli, med prebivalci iste države in ne nazadnje tudi v družini. Včasih se sprašujem, ali cenim to, kar mi je dano. Ali cenim življenje, družino, zemljo, na kateri živim. To je moja domovina, moj dom. Težko bi odšla nekam, kjer ne bi imela nikogar. Ljudje imamo v življenju zastavljene določene cilje, do katerih je včasih potrnjava in polna ovir. Včasih so ti cilji tako pomembni in želja po njih tako goreča, da se lotimo stvari, ki za nas niso značilne. In tako naredimo prav vse, kar je v naši moči, da bi te cilje dosegli. Včasih je želja tako močna, da naredimo vse, kar si želimo. Tako na kaži poti spregledamo tiste obvoze, ki nas bi sčasoma zopet pripeljali na isto pot, kakršno smo si zastavili. Mnogo je vnaprej dorečenih dogovorov, ki vodijo v prazno. Vsakodnevne obljube politikov in prazne besede ljubimcev, ki stremijo le k enemu svojemu cilju. Brez vsakršnih koli skrbi, kaj bi prekanjene laži utegnile pomeniti za druge. Najhujši pa so tisti, ki upajo drugim povzročiti zlo, da bi zagotovili svoj uspeh ali obranili svoj ugled. Razmišljanje o posledicah je za mnogo ljudi preozko, togo. Potrebujemo nekaj duhovnega, višjega, kar bi lahko verjeli. Potrebujemo sorodno dušo, zato se oziramo na vzor, da bi jo poiskali. Kriv je tisti, ki zlo začne, kot tisti, ki ga ne upa ustaviti. Molčečnost ni pomagala še nikomu. Svet potrebuje spremembo,
nekoga, ki bo ljudem pomagal, odprl oči, da bodo v mimoidoče nehali metati kamenje ter jim raje podali roke. Se bo našel še kdo, ki bo upal skočiti v reko, da bi rešil nedolžno življenje? Ni prazna beseda. Del je mojega življenja in če se mi vzame zemlja, se mi je vzelo tudi življenje. Ljubezen do domovine je tista, ki nam je položena v izzivalko in nas spremlja vse tja do onega sveta. Zasidrana je v naših prsih in je tista, ki nas ne bo nikoli pustila na cedilu. Dijaki 2. C smo se pod vodstvom Alenke Šet odločili, da nadaljujemo s projektnimi dnevi na temo ljubezni. Zato smo se letos dotaknili ljubezni do domovine. Projekt smo temeljili na delu Ivana Tavčarja Vesoška kronika, v kateri se Izidarova pot usode prepleta z ljubeznijo do domovine. Danes je med mladimi tovrstne ljubezni vse manj pomembna, saj nas privlači zunanji svet in pozabljamo na lepote domače zemlje. Škoda, da ne prepoznamo možnosti, ki nam jih ponuja domovina. Včasih se celo zdi, kot da se sramujemo, se z odporom beremo knjige domačih avtorjev in raje posegamo po glasbi tujih izvajalcev. Včasih pa se le zgodi, da knjige nastale pod peres domačih avtorjev trnejo iskric domoljubja, zakopano pod lažnim bliščem tujih dežel. Šele ko stopiš iz toplega zavetja domačega ognjišča, se zaveš, da dobri stari vek ljubo doma, ktorega ima, presrečno velja. Thank you.